Danes vam bomo predstavili nov mejnik v zdravljenju obstruktivne spalne apneje. In prvič v Sloveniji je bila namreč uspešno uvedena nova metoda stimulacije podjezičnega živca. Za uvod morda nekaj besed o naši stari univerzitetni kliniki Golnik, ki v slovenskem prostoru zaseda osrednje mesto, ko govorimo o pacientih, ki imajo težave z dihanjem v spanju. Ne samo, da nudimo v spektr diagnostičnih metod in tudi metod zdravljenja, ampak izobražujemo kolege po Sloveniji zato, da širimo to znanje in da širimo mrežo zdravstvenih enot, ki znajo obravnavati bolnike. Da pa seveda kot terciar ne skrbimo samo za zdravljenje in za diagnostiko, ampak usmerjamo svoje sile tudi v razvoj vsebin in pa seveda v prebojne metode, s katerimi lahko zagotovimo bolnikom boljše življenje oziroma boljšo kvaliteto življenja. In vemo, da slab spanec še kako pokvari dan. Da pa seveda v moderni medicini težko govorimo o tem, da sam nekaj narediš, ampak se moraš povezovati z različnimi kolegi, različnimi specialnostmi. Lahko tu izpostavim že dolgoletno, več kot 17-letno sodelovanje z maksilofacialnimi kirurgi z Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. In ravno to dobro sodelovanje pravzaprav nas je pripeljalo do zgodbe, ki jo danes predstavljamo. Kaj več o tem bojo povedali kolegi, ki so kliniki, jaz kot mikrobiolog tu nimam nobene besede. Jaz bi samo dodal, da je to sodelovanje med našimi inštitucijami plodno na večjih področjih, ne samo na tem, in ono je v bistvu zagotavlja in je plod enega zelo dobrega sodelovanja na področju ne samo med pulmologi in maksilofacialnimi kirurgi, temveč v tem primeru tudi med ostalimi strokovnjaki vseh profilov, kar ima za posledico izjemno dobro opravljeno diagnostiko in nadaljnje vse oblike zdravljenja, katere te bolniki potrebujejo. Z druge strani bi pa povedal, glede na to, da ta poseg še ni financiran strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje, da kirurška klinika, tudi klinični center, bo zagotavljal sredstva za izvajanje te oblike zdravljenja, dokler ta vseg ne bo vključen v splošni dogovor z Jaz kot predstojnica kliničnega oddelka za maksilofacialno in oralno kirurgijo lahko rečem, da sem vesela in ponosna, da smo del kirurških služb in Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, ki pravzaprav zgodovinsko dokazuje, da prepozna potrebo po uvajanjih novih strokovnih metod in raziskovanja, ki je za razvoj vrhunskih, torej terciarnih inštitucij nujno. To je primer takega delovanja, kajti od teh prvih 5 hipoglosovih stimulatorjev, ki so bili ustavljeni, je dejstvo, da je 3 kupil Univerzitetni klinični center in jih bo zdaj kupil še dodatnih 5, kajti v Sloveniji je potrebo za uvajanje novih metod potrebno dobiti neka jasno dovoljenje in odobritve. Ta metoda je seveda zaradi jasnih indikacij, ki ste jih povedali dr. Ziharlova in zdaj opisal dr. Prodnik, šla skozi neke presoje in zadnja presoja je bil Zdravstveni svet Republike Slovenije pri Ministrstvu za zdravje naše države in to je bilo septembra lani. Tam je bil prepoznan pomen uvedbe te nove metode, ki je bila odobrena kot pilotska študija pred dogovorom z ZZZS-jem za uvedbo metode kot nekaj, kar bo zdravstveno zavarovanje krilo. Tako da to je bilo prepoznano na vseh nivojih, je pa to odobreno kot pilotska študija, ki potrebuje po enem letu verifikacijo pred dogovorom z našo glavno zavarovalnico. Pomeni, da je izjemno dober začetek in jaz verjamem,
da bo tudi konec izjemno dober, tako da čez 1 leto pričakujemo dokončne rezultate, ki so pogoj, da se bo sklenil dogovor z zdravstveno zavarovalnico za plačevanje te metode na drugačen način. Zaenkrat je pa to podprto z našima inštitucijami. Ja, obstruktivna spalna apneja je kronična motnja dihanja v spanju, pri kateri med spanjem prihaja do zapore žrela na nivoju mehkega neba jezika, lahko tudi poklopne. Posledično prihaja do padcev saturacije s kisikom v krvi, do mikroprebujanj, zaradi česar so bolniki potem tudi simptomatski imajo težave. Težave so kratkoročne, pa tudi dolgoročne. Med kratkoročnimi težavami je najpogostejši simptom, najpogostejša težava smrčanje, potem bližnji opazijo, da bolniki nehajo dihati, imajo miren spanec, po noči hodijo pogosto na vodo in zjutraj se prebujajo nespočiti, spanci neosvežine, lahko imajo težave z prezdržljivostjo, s koncentracijo, spominom. Kar se dolgoročnih zapletov motenj dihanja v spanju tiče, ki so v bistvu izredno pomembne, znana je povezava z srčno-žilnimi dogodki, povečano tveganje za visok krvni tlak, možgansko srčno kap, za kognitivni upad, presnovni sindrom, močno povečano tveganje za prometne nesreče in pa tudi prezgodnjo smrt. In znižana je tudi dela zmožnost, kar je predvsem za mlajšo populacijo teh bolnikov zelo pomembno. Prvo zdravljenje izbire obstruktivne spalne apneje je CPAP terapija, ki je zelo učinkovita, žal pa jo vsi bolniki ne prenašajo, ne tolerirajo, tako da tem bolnikom lahko že sedaj, oziroma smo že prej lahko ponudili tudi druge oblike zdravljenja, kot so zdravljenje za spalno opornico, kirurške oblike zdravljenja, se pravi kirurški posegi v žrelu ter kirurški posegi v obraznem skeletu. Vendar se tudi tukaj dogajalo, da ti posegi niso bili najbolj učinkoviti. Tako pravzaprav je ostala ena skupina bolnikov, ki jim z dosedanjimi oblikami zdravljenja nismo mogli pomagati in zato pozdravljamo prihod nove metode, se pravi za stimulatorjem podjezičnega živca, ki tem bolnikom lahko prinese, se pravi, novo kvaliteto življenja, zniža tveganja. Tako da sem zelo veseli, da smo danes tudi to predstavimo. Metoda, se pravi zdravljenje za stimulatorjem podjezičnega živca, je metoda, ki je namenjena zelo skrbno izbranim bolnikov za obstruktivno spalno apnejo. Primerni kandidati so tisti, ki jim z drugimi metodami zdravljenja ne moramo pomagati, tisti, ki so mlajši od 60 let, ki imajo indeks telesne mase pod 35 in pomembno je, da nimajo nekih zelo pomembnih drugih pridruženih bolezni. O zdravljenju se ne odloča posamezen zdravnik, ampak imamo multidisciplinarni konzil, kjer so prisotni pulmologi, maksilofacialni kirurgi, neurološpecialisti in potem se pravzaprav skupaj odločimo, kater bolnik je zares primeren kandidat za to obliko zdravljenja. Namreč uspešnost te oblike zdravljenja je odvisna od skrbno izbranih bolnikov. Pomembno je, da se zavedamo, da je to metoda zdravljenja, ki jo pravzaprav nudimo v terciarnih inštitucijah. Univerzitetna klinika bolnik je referenčni center za obravnavo bolnikov z motnjami dihanja v spanju. Mi tukaj upravimo vso potrebno diagnostiko in v osnovi ocenimo primernost za zdravljenje in potrebnost seveda za zdravljenje, medtem ko imajo kirurgi na maksilofacialni kirurgiji v UKC Ljubljana potrebno znanje, izkušnje in infrastrukturo, da lahko ta poseg varno in kakovostno izvedejo. Bolniki se potem po postavitvi stimulatorja podjezičnega živca obravnavajo nadalje pri nas. Mislim, da gre za eno zelo pomembno novo metodo, ki pomeni klinični, strokovni ter organizacijski preboj. Pri tej uvedbi metode so poleg mene ključno sodelovali dr. Vojko Vidanovič, dr. Tadej Dvošak in pa dr. Luka Prodnik. Tako smo novembra 2025 uspešno postavili 5 prvih stimulatorjev podjezičnega živca. S tem se pravzaprav Slovenija uvršča med države, ki lahko ponuja najsodobnejše oblike zdravljenja obstruktivne spalne apneje. Mislim, da gre za res zelo pomemben mejnik.
Pri bolnikih za bolnike to pomeni neko novo terapevtsko možnost. Za nas je pa to pravzaprav en vrhunec dolgoletnega sodelovanja med Univerzitetno kliniko Golnik in kliničnim oddelkom za mastofacialno in oralno kirurgijo UKC Ljubljana v zdravljenju obstruktivne spalne. Poseg je za nekoga, ki se ukvarja z kirurgijo glave in vratu nekaj srednje zahteven, traja 2 uri. Zelo pomembno je, da je v bistvu izveden pravilno. Jezika je v sami osnovi skupek mišic, ki jih premika podjezični živec ali nervus hypoglosus, to je 12. možganski živec. Ta se razveji potem na vratu in v bistvu selektivno vstopa v te razne mišice pa jezika in se jezik temu ustrezno premika. Kot je rekla že dr. Ziherlova, je pomembno, ker je jezik en od ključnih struktur, ki nam zapada med spanjem proti ustnemu žrelu, da probamo stimulacijo primernih vej tega živca, jezik pomakniti proti izhodu iz ust in ga s tem odmakniti iz ustnega žrela. Tako da operacija traja 2 uri, najprej namestimo v bistvu elektrode v sam jezik, v področje mišic, ki jih želimo stimulirati in katere ne želimo stimulirati. Potem na vratu določimo, kje imamo podjezično kost in nad njo zarežemo par centimetrski rez in potem v bistvu se pomikamo po sredinski liniji vse do ključnih mišic, ki nam premikajo jezik naprej. In ob teh 2 mišicah, se reče genioglossusna mišica, najdemo tudi nervus hypoglosus, to se pravi motorični živec, ki se tam na tem mestu že veji. Potem za pomočjo elektrod v ustih v jeziku in tudi potem živca stimuliramo posamezne veje in določimo, katere veje moramo stimulirati in katere moramo v bistvu od samega stimulatorja izolirati, da prave veje v bistvu stimulirajo krčenje mišic, ki nam jezik daje iz ust ven in hkrati v bistvu se ne stimulira mišičepa jezika, ki nam jezik rine proti ustnemu žrelu. Ko določimo veje, potem sprepariramo v mehka tkiva ustrezne žepe za te elektrode, tam imate tudi prikaz takega stimulatorja in te elektrode, ko jih namestimo, preverimo njihov položaj. Pomeni, da spet stimuliramo, tako kot bo kasneje imel bolnik en tak aktivacijski čip, probamo že med operacijo, če se jezik ustrezno premika, kar uspemo videti med operacijo, in tudi po monitoringu, ali se dražijo ustrezne mišice. Če je to v redu, potem fiksiramo šivi elektrode in po slojih spet zapremo tkiva. In še enkrat probamo še na koži klasično z samim obližem in z aktivacijskim čipom, da smo na pravem mestu. In poseg v bistvu s tem se zaključi. Okrevanje je približno 2 dni so v bolnici, naredimo orientacijski ortopantomogram, tako da vidimo položaj stimulatorja in potem grejo ljudje bolniki domov. Čez en teden imajo kontrolo, tako da vidimo lokalno celjenje. Na to se čaka 8 tednov, da brazgotina sama prime stimulator na primernem mestu in potem pridejo ti bolniki na bolnik, kjer se stimulator aktivira in se določi parametre draženja živca, da ni preveč, kar bi bilo boleče in neprijetno za človeka in da ni premalo in da v bistvu določenega giba pa jezika ni. Nastavi se tudi zamik delovanja, od tega, kdaj človek zaspi in do trenutka, ko potem začne stimulator delati. Ker je neprijetno
uspavati se ali začeti spati, če vam nekaj premika jezik. Poseg je varen, pričakovanje, v bistvu posledice so neke lokalne tudi otekline, a lahko malo tudi podplutbe. Zelo redko so večji hematomi, po naših izkušnjah zaenkrat ni bilo nič tazga, kar bi nas odvrnili od tovrstne kirurgije. Treba je zelo sterilno delati, gre v bistvu za implantacijo tujka v telo in zato se najbolj bojimo tudi infekcije. Zaradi tega med samo operacijo je velik poudarek na tem, da se loči po naravi v bistvu nesterilno ustno votlino od sterilne operacijske rane, ki je na vratu. Dejansko se bolezni spalne apneje sploh nisem niti zavedal, oziroma mogoče niti nisem vedel, da obstaja. V bistvu sem šel v zdravnici prvo zaradi smrčanja, ker je bila zelo moteče za okolico in za mene samega. Sam pa se to bolezen, oziroma jutranje utrujenost, zaspanost čez dan, pripisal tem pač na tak sam, da potrebujem več spanja, da smo si ljudje različni. Po prvem obisku dr. Zifarove in prvih meritvah je postalo jasno, da to smrčanje izvira iz prekinitev v spanju, oziroma da gre za spalno apnejo. Prejel sem CPAP aparat za lajša, oziroma blažiti težave v spanju, vendar se na aparat nekako nisem mogel navaditi. Žal sem bil eden izmed tistih, ki se pač je teže navadil, se je bila maska recimo zelo moteča, po noči se je premikala, pihalo je mimo, potem smo zamenjali masko, so bili simptomi oziroma rezultati približno identični. Težko je bilo s to napravo potovati, ker je dokaj velika za moje pojme. Po noči, ko se vračaš, očitno ti nima mirnega spanca, se je to prevračalo, voda se je izlila iz aparata in si mogel vstati, pripravljati vse skupaj. Nato sem prijel še zdravljenje z spalno opornico, katera je bilo pa zaradi nedihanja skozi nos še težji ta občutek dušenja grozen. Tako da sem se čez čas zelo razveselil klica dr. Zifarove, da v Slovenijo prihaja nova metoda zdravljenja. Nisem imel niti malo pomisleka, ali bi na to operacijo šel, saj so se z leti stopnjevali simptomi utrujenosti, zaspanosti in tako naprej. Najrajše bi šel že naslednji dan na operacijo, malo smo mogli še počakati. V začetku novembra je bila ta operacija narejena. In če povedam danes malo nazaj s časovno distanco, bi rekel, brez težav, lahko v resnici, pa je bilo malo težav. Malo je oteženo govorjenje, prehranjevanje, dihanje, ampak to je dejansko iz dneva v dan je bilo boljše, da zelo hitro si lahko normalno funkcioniral. Tudi sam rez je narejen tako pod vratom, da dejansko ni opazen, rana se hitro celila, dobro celila, tako da tukaj res nima nobenih posebnosti. V začetku januarja sem se poglasil še tukaj na bolniku, ker sem bil še po zunanjo enota, s katero se regulira jakost stimuliranja. Moram reči, da v bistvu niti malo ni moteče stimuliranje po noči, da dejansko ne čutiš. Sam sem si to jakost celo še nekoliko povečal v mejah, te, katere si sam pacient lahko poveča. In moram reči, da sem z uporabo blazno zadovoljen. Zjutraj se zbudim naspan po nekaj, oziroma, bom rekel, naspan z velike energije, popoldan pridem domov, lahko si še aktiven, ne rabiš prvo počitka, pa potem se aktivirati naprej. Sama naprava, kot vidite, je zelo mehna, v bistvu manjša kot telefon, kjer lahko vzameš kadarkoli s sabo in tudi prvi rezultati okolice, odkrigali smo smrčanje, ter zbudim se naspan z energijo. Tako da dovolite se na tem mestu zahvalim vsem, UKC-ju in kliniki Golnik, ki ste bili del tega mojega zdravljenja. Konzervativna ocena je, da je približno 150,000 Slovencev odraslih Slovencev ima klinično pomembno obstruktivno spalno apnejo, se pravi tako, ki jo moramo zdraviti.
Zdaj, naša ocena, ko smo šli pogledati pravzaprav zares, kateri bolniki so primerni in kateri ne, je nekje 3% bolnikov pravzaprav pade v to kategorijo, da bi lahko bili kandidati za zdravljenje z stimulatorjem podjezičnega živca. Največji problem je pač telesna teža, a ne pa starost, bom tako rekla. Bi pa rada poudarila, da je to zdravljenje seveda namenjeno mlajšim delovno aktivnim bolnikom, ki jim vrnemo kvaliteto življenja, izboljšamo delo zmožnost, tako preprečujemo, se pravi, predvsem srčno-žilne in presnovne zadeve, s tem, da jih zdravimo. Najprej, metoda je uspešna pri nekje 70% bolnikov, ki se jih potrebi. Zelo pomembno je, da so res skrbno izbrani, da so res dobri kandidati za to obliko zdravljenja. To je v bistvu zares ključno. Zato smo tudi mi zelo previdni, ko izbiramo kandidate za to obliko zdravljenja. Zdaj, se pravi, pri bolnikih smo izvedli aktivacijo tega stimulatorja prvih snemanj učinkov z diagnostično poligrafijo oziroma polisonografijo zaenkrat še nimamo. Dejansko se pa že med kirurškim posegom in tudi potem, ko se izvede aktivacija, pravzaprav vidimo, ali stimulator dela in ne dela, kako dela. Tako da zdaj v prvi fazi je pač to, kar nam podajo bolniki, da povejo, da je boljše, da so bolj spočiti. Dejansko bomo pa v roku meseca, dveh opravili še kontrolno snemanje in tudi še dodatno prilagodili nastavitve tega stimulatorja. Namreč bolniki se morajo na to aktivacijo privaditi. Pomembno je, da za njih na začetku ni preveč moteče, da oni lahko za stimulatorjem spijo in potem postopoma pravzaprav prilagajamo nastavitve, tako da potem dihanje lahko stabiliziramo. Druga stvar je tudi, to je nova metoda tudi po svetu. Zelo verjetno se bodo kriteriji skozi čas tudi spremenili, ko bomo vsi skupaj dobili več izkušenj. In je možno, da v prihodnosti bo ta oblika zdravljenja prišla v poštev tudi za starejše bolnike, ampak zaenkrat je to. Ker pri obstruktivni spalni apneji je problem zapora žrela, z tem stimulatorjem se aktivirajo mišice žrela, tako da kontraindikacija je, če je centralna apneja prisotna, če je več kot 25% dogodkov iz naslova centralne spalne apneje. Tudi bolniki, ki imajo hipoventilacijski sindrom, se pravi, da zadržujo ogljikov dioksid v telesu, niso primerni kandidati za to. Ampak je treba vedeti, da obstruktivna spalna apneja je seveda daleč najpogostejša motnja dihalnega spanja. Ja, čakalna doba je pri nas dolga, je pa to kompleksen problem, bom tako rekla. Zdaj na naši kliniki se trudimo, da pravzaprav vse kapacitete, ki jih imamo za obravnavo bolnikov z motnjami dihanja v spanju, izkoristimo, tako da naš laboratorij obratuje 7 dni v tednu in hkrati že 10 let intenzivno izobražujemo tudi druge pulmologe in tudi neurologe za obravnavo teh bolnikov, tako da recimo 2015 nas je bilo 7 pulmologov, ki smo znali obravnavati te bolnike, zdaj nas je 30, nekaj jih je še v obravnavi, izobražujemo v pridobivanju kompetenc, izobražujemo ne samo zdravnike, ampak pravzaprav celotne time. Zdaj 30 se mogoče ne zdi zelo veliko, ampak je treba vedeti, da nas je pulmologov tam 70-80 vse skupaj, kar pomeni, da pravzaprav vsak tretji pulmolog zdaj že ima kompetence, da lahko obravnava te bolnike in ta širitev mreže je, jaz mislim, tista ključna, kjer lahko naša klinika prispeva k temu, da se bodo čakalne dobe za te bolnike skrajšale. Je pa treba vedeti, da govorimo o čakalni dobi za bolnike, ki imajo relativno malo težav. Namreč vsak bolnik, ki se pri nas vpiše za obravnavo motnje dihanja v spanju, mora izpolniti triažni vprašalnik. Ta triažni vprašalnik je pravzaprav namenjen temu, da bolnike bolje razporedimo na tisto čakalno vrsto, ki je zanj primerna. Se pravi, če je nekdo že opravil neko obravnavo pri nekem drugem pulmologu, neurologu, pa potrebuje samo diagnostično preiskavo ali pa uvedbo terapije, se pravi, ni treba od začetka z prvim pregledom.
Tako da se na vsak način trudimo, da poskušamo za vsakega bolnika najti tisto čim hitrejšo možnost, da pride do ustrezne obravnave, ki jo potrebuje. Celoten strošek, se pravi sama cena stimulatorja in pa kirurškega posega je približno 27 000 evrov. Ostali del je pa pravzaprav enak kot pri 25 000 je stimulator, operacije, splošno anestezijo sigurno več kot 2000. Ok, ampak dobro, 25 je materijala, ne? Samo stimulatorja. V bistvu, ker smo jih delali itak brez zavarovalniškega izračuna, vam odgovora ne znam dati. Ampak operacija, ki traja 2 uri v splošni anesteziji, že anesteziološki tim in seveda kirurški tim pride malo več, tako da odgovora ne poznam, ampak gotovo je nekaj več. Po moji oceni se približujemo 30 000 skupne, če upoštevamo, kako so enakovredno ali pa časovno trajajoče operacije ocenjene in vrednotene. Koliko je pa v načrtu letos še nekaj takih operacij? Rekli ste, da ste še kupili 5, ali sem narobe slišala? 5 jih je že bilo, torej koliko? Še 5, da bo končana pilotska študija, ki jo zahteva zdravstveni svet pred splošnim dogovorom z ZZZS-jem. Koliko bolnikov pa težko prenaša to CPAP aparat, da potem ne more biti na ta način zdravljeni? Ja, podatki z našega laboratorija konkretno so, da približno 60% bolnikov redno in brez večjih težav uporabljajo aparat. Nekje 10 do 15% je takih, ki nikakor ne gre, in potem 20 do 25% je takih bolnikov, ki ga uporabljajo malo, pa malo ne. Tam imamo pravzaprav mi tudi kar nekaj manevrskega prostora, da lahko CPAP aparatu še približamo tem bolnikom. Tako da zares problem je 10-15% bolnikov.